imamo tudi vsakodnevne probleme, kako te bolnike nameščati ustrezno, pritisk je zelo velik in pravzaprav tudi v zadnjih letih res opažamo, da se nam delež koloniziranih oziroma okuženih bolnikov z večkratno odpornimi bakterijami povečuje. Kot je bilo že lepo povedano, smo v fazi prenove, resursi se zmanjšujejo, infrastruktura je trenutno relativno slaba in pravzaprav je kar umetnost, kako v bistvu umestiti vse te paciente na najbolj varen način, da se prepreči prenos. Naše osebje v bistvu je zelo angažirano pri tem, se pravi zaposleni v UKC se zelo dobro zavedajo problematike in pravzaprav z zelo enostavnimi ukrepi, osnovnimi, kot so higiena rok, je bila že omenjena, potem v bistvu čiščenje, razkuževanje, pravzaprav s temi res bazičnimi ukrepi se da zelo velik del stvari preprečiti. Kot je bilo pa povedano, nam pa zelo primanjkuje izolacijskih sob. Trenutno smo v situaciji, da imamo manj kot 20% sob za izolacije bolnikov, se pravi za vse izolacije. Veste, da se zdaj bliža tudi sezona gripe in podobnih zadev. Problem so sanitarije, problem so dotrajani prostori, vse to v bistvu smo že naslovili in se tudi že neke stvari in aktivnosti delajo na tem, ampak predno se bodo za razmere izboljšale, bomo imeli verjetno kar precej težav. Kar je pa dodatna težava, je pa tudi to, da pravzaprav opažamo, da niso več to samo pacienti, ki so kolonizirani in prihajajo z drugih bolnišnic. Veliko bolnikov je v bistvu takih, ki pravzaprav nima nobenega podatka, da bi bili v zdravstvenem sistemu, kar je že bilo tudi izpostavljeno, tudi v našem okolju se zadeve spreminjajo, pojavljajo se nam večkratno odporne bakterije v samem okolju, v hrani, v vodi in na račun tega dejansko se lahko populacija potem kolonizira. Ne glede na starost, se pravi, imamo tudi dojenčke že, ki imajo v sebi prisotne večkratno odporne bakterije. Tako da ta problem dejansko je zelo velik in bo še večji, predvsem tudi stališča, kot bo verjetno kasneje povedano, dodatne terapije, ker pravzaprav nihče več ni varen.